Karnan je mogočen obrambni stolp v Helsingborgu, zgrajen v začetku 14. stoletja, dokončan okoli leta 1320. Služil je kot osrednji del velikega gradu in imel tudi prostore za kraljevo družino. Celoten grad je bil obdan z obzidjem, stolpiči in vrati. Del obrambnega sistema pa je bila tudi cerkev svetega Mihaela in celo srednjeveško pokopališče. My queen, there's a ship incoming that has a fate to be. What can I do? Blow it up! Fire the cannon! Roger that! Aiming fire! Nahajamo se v kraljevi sobi, ker najdemo krmel posteljo in jaz, če je bil kralj definitivno ne bi spal tukaj, ker je premalo. So v nevarnosti in so v rdeči listi zaradi posega človekov v naravo. Tukaj na tej tablici lahko tudi vidimo vsako žival posebej in pač piše vse o tej živali in je zelo zanimivo. In tukaj vse okoli v kocki so te živali, tako da bomo šli en krog. Nahajamo se pri eksperimentu, ki se najprej, kako se mu reče, da je ogromno kolo za Mercedes in tukaj ob strani, tukaj gor na plošči in tukaj ob strani so napisani izdelki in koliko energije ponucaš. Tukaj imamo našega prostovoljca, Nika, ki teče, potem porablja energijo in potem vidimo kupno v bistvu te smucamo polucati, če bi spili ali pa pojeli. Einstein soli odpiše kot kanil. Predstavljamo, da je to sonce, njegova masa, to tkanilo ogne, imamo mi, rečemo, da je to zemlja, poslat okoli sonca, v ravni črti, se zgodi to. Začne približno tako. In to je brezlično gravitacija. Krivljamo We should pictures before any of this was Nas smo v muzeju in zdaj smo našli eno tehnico, ki po kilogramov CO2 ena oseba naredi. In tukaj imamo prvo avto, ko naredi 25 km. In kakor vidimo, zelo veliko proizvedemo CO2 na osebo. Pa imamo za primerjavo še električni avto, ta že manj proizvede, skoraj polovico manj. Pa imamo vlak, ta še manj. Pa imamo avtobus, ta je približno tak kot vlak. Pa imamo še kolo. Eto ga, ta pa najmanj. Did you remember
obeta v nič dobrega. Govorili smo, da jo kličejo morilka leta. Nekateri so šepetali še huje, da je serijska utiševalka. Specialistka za tiste, ki so preglasni, moteči, preveč živi. Sedela je mirno, skoraj spokojno, a vsak šum, vsak droben premik je motil njen nemir. Njen pogled je bil smrtonosen, usmerjen v kogarkoli, ki se ji je drznil približati ali preglasno vdihniti. Bila je ujeta z nami, a hkrati smo imeli občutek, da smo mi ujeti z njo. Nismo vedeli, kaj načrtuje. Njena roka je počivala v torbi, kot bi nekaj skrivala. Nekateri so se bali, da v njej skriva orožje. Drugi so govorili o strupu, o injekciji, o nožu. Vse dokler ni prišel trenutek razkritja, ko se je vlak ustavil, je počasi dvignila glavo, vzela slušalko v ušesa in nas premerila s pogledom, ki je zarezal tišino. Nato je vstala. Kot da bi napadla, se je le hladno zahvalila, da smo se ji umaknili. In kot zadnji udarec izrekla, to je tihi vagon. V trenutku smo razumeli, sedeli bi lahko kjerkoli druge, a ujeli smo se v njen prostor, njen zakon tišine. Ko je izstopila, smo si oddahnili, a strah ni izginil. Nekateri so šepetali, da je vmes listala po knjigi seznamu svojih žrtev. Profesor, ki je sedel najbližje, je bil tako prestrašen, da je ob izhodu z vlaka omahnil po stopnicah. Mladinka je izginila med ljudmi, a občutek, da je njen duh ostal z nami, nas je spremljal še dolgo, morda do konca naših življenj.